ker moramo to veličino tega trenutka deliti tudi z vami. In naj se uresničijo besede patra Marka Rupnika. Onstran vseh zgodovinskih skorij, obremenitev in predsodkov, bi radi, umetniki iz centra Aleti, da zažari lepota cerkve kot prostorje ljubezni, dobrote in sprave odpuščenosti. Blagoslov mozaika na Pobrežju je dejanje, ki smo ga dolgo časa pričakovali z velikim veseljem. Zgodovina tega dogodka pa je kar dolga. Osnova je gotovo prijateljstvo in poznanstvo z umetnikom patrom Markom Ivanom Rupnikom iz Rima, centra Aleti. Prvotna zamisel tako arhitektov kot nas je bila, da se ta odprtina, kjer je zdaj mozaik, da se v to odprtino postavi barvno okno. Zaradi funkcionalnosti notranjega prostora bi to bilo težava zaradi svetlobe. Ko smo to odprtino zazidali, je bilo takoj vprašanje, kaj pa sedaj. In ko smo se spoznali s patrom Markom Rupnikom in ko je on začel izdelovati te znamenite mozaike, je bila za nas odločitev, na zunanji steni tega kroga mora biti mozaik. Ta priprava in pogovori so trajali kar preko 10 let in letos je to dozorelo in od 16. oziroma 17. do 21. septembra je nastajala ta umetnina na tiho, ker umetniki niso želeli publicitete, ampak da v miru, kot je bilo rečeno, to naše delo je bogoslužje, ker ne delamo za čast, za hvalo, ampak naj bo to božjo čast za bogoslužje, ker so tudi vsebine temu primerne. Kaj ta podoba pomeni, je pater Marko Rupnik obširno opisal v svoji razlagi. Namreč naša cerkev ima ime Marija, mati cerkve. To je prva cerkev v Sloveniji po koncilu, ki je dobila to ime in dal ji ga je pokojni mariborski škof dr. Maksimilijan Držečnik, ki je leta 1972 uradno ustanovil to župnijo. In letos, ko obhajamo 40-letnico tega dogodka, smo želeli to obeležiti tudi navzven. Prav tako obhajamo letos 25 let, kar je bil blagoslovljen temeljni kamen te cerkve.
8. septembra 1987. Tako smo združili ta dogodek z jubilejem, da bi obeležili za trajno to čudovito umetnino, ki je nastala pod rokami in po ideji patra Marka Rupnika in njegovih sodelavcev centra Aleti. Kar 17 oseb je delalo na tem mozaiku, že od junija v ateljeju v Rimu, potem pa septembra, kot rečeno, tukaj na terenu. Žal med nami včeraj ni mogel biti umetnik, ker je zadržan na drugih dolžnostih, ni samo umetnik, ampak je tudi vrhunski teolog in sodeluje na škofovski sinodi, ki sedaj poteka v Vatikanu. Pridružil se nam bo, kakor hitro bo mogoče, še letos in takrat bomo tudi iz njegovih ust lahko kaj več slišali o tej umetnini. To pa še ni konec zgodbe. Tukaj na tej podobi oziroma pred to podobo je steber, ki kar kliče po zaključku. In sicer je predviden na vrhu tega stebra angel varuh Maribora. Tega Maribor nima, nobeno naše mesto pravzaprav ne. In zato se veselimo, da bi to tudi nekoč uspelo. Seveda so tukaj posredi tudi stroški, vendar mislim, če dobra ideja, je vredna tudi žrtve sredstev, ki so za to potrebna. Ko je bil mozaik dokončan, sva se s patrom Markom pogovarjala, kaj pa naprej, kaj pa znotraj. Znotraj je še en krog, kjer bi morala biti glavna podoba naše župnijske zavetnice Marije Matere Cerkve. Takole mi je rekel: če bodo ljudje zadovoljni s tem, kar smo zunaj naredili, potem bomo tudi znotraj.